drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Tokrat imamo posebnega gosta, namreč stiškega meniha in župnika župnije Stična na Dolenjskem, izvrstnega pisatelja in fotografa, tudi tako imenovano srebrno ekscelenco med svetovnimi fotografi, sicer pa tudi odličnega teologa, patra Branka Petauerja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi, gospod Petauer. Hvala za dobrodošlico. Za začetek naj vas najprej vprašam, kako doživljate današnji burni čas, da tako rečem. Je še to čas milosti in rešitve, ali je to že čas Božje pravičnosti, glede na vse to, kar doživljamo v zadnjih časih, tudi v Sloveniji? Jaz ne dvomim, da bi ne bil to čas milosti in rešitve, ker Bog je ljubezen enostavno. Tudi v teh časih zgodili so se nam zato, da bi znali v teh časih prav zreagirati, se prav odgovoriti na te čase, in gotovo v teh časih nismo sami, ampak je z nami Bog, Jezus, ki nas potem tudi v teh časih vodi in zagotovo nam daje tudi dovolj milosti, da smo sposobni, če s to milostjo sodelujemo, da smo sposobni odgovoriti tako, kot on pričakuje. Kako ste se v vaši stiški opatiji menihi organizirali v tem času korone, v zadnjem dobrem letu? Ja, mi smo bili pri tem času zelo precej zaprti, ker naša prva skrb so bili naši starejši sobratje. In vedno smo rekli, če dobimo v hišo bolezen, bodo najbolj na udaru naši starejši. In dejali smo, ne moremo si privoščiti, da bi v tej bolezni koga izgubili, ker nas je premalo, da bi koga izgubili. Zato smo bili zelo pazljivi in smo omejili svoje izhode na ven, čist na minimalno, kar je bilo nujno potrebno. Drugače smo bili pa v hiši, seveda v hiši zmeraj dovolj dela, in pa poskušali smo to. Bil je pa tudi nek čas samote, posebej na župniji, je bilo to čisto drugače za doživljati, ko smo maševali pri prazni cerkvi, sicer smo je prek Facebooka mašo prenašali, ampak vedno mi je bilo težko, da ni ljudi z menoj, da jih ne vidim, da jih ne čutim, čeprav so bili na drugi strani, v duhu, na drugi strani televizijskih zaslonov. Nenazadnje, to delovanje v duhu, kot pravimo, pomeni drža v veri vernika, je pravzaprav tudi navzočnost pri evharističnem bogoslužju. Če v veri sprejemaš to, da v duhu ni časa, ni razdalj, pomeni, da si vendarle tudi lahko navzoč v duhu pri darovanju svete maše, tako kot včasih pošljemo tudi svojega angela varuha, k sveti daritvi, ko ne uspemo sami. Gotovo, pri Bogu ni časa in čas je samo pri nas ljudeh. In ravno danes smo pri molitveni uri z našimi ostarelimi molili, da želimo Jezusa častiti pri vseh bogoslužjih in vseh kapelah, kjer smo že bili. Dodali pa smo še tudi, je bilo lepo napisano, da ga želimo častiti tudi v tistih krajih in kapelah, kjer nikoli nismo bili, nikoli ne bomo. Se pravi, da je tudi neke vrste naša navzočnost v duhu prehaja meje tega sveta, teh naših ozemelj, tako da če bi povzel besede apostola Pavla, v njem živimo, se gibljemo in smo, se pravi, v njegovem duhu smo tudi že nekako segamo v neskončnost. Pa tudi sicer on je alfa in omega, kralj kraljev in gospod gospodov, Jezus Kristus, tako da mu dolgujemo pravzaprav tudi to čaščenje na vseh krajih, kjer je mogoče. Ja, na vseh krajih. Skratka, nosimo ga pa tudi v sebi, v svojem srcu. Jezus prebiva v naših srcih in nosimo ga s seboj, tako da nismo nikoli sami. In tudi v njegovi besedi ga imamo doma, ko prebiramo svetopismo. Pa druge tekste nas Jezus vedno nagovarja. O tem branju Božje besede sem enkrat takole prebral v eni ruski knjigi. En starc je zapisal, kadar človek bere Božjo besedo, Gospod umiva človekovo dušo.
Tako da Božja beseda je tudi tista, ki nas očiščuje. Nam daje zopet navračati isto čistost, če jo znamo res z ljubeznijo sprejemati, se odpirati in nas očiščuje in vodi na svetlejša pota. Tretje pa, da je živo navzoč tudi takrat, ko se verniki zberemo v njegovem imenu. Ne? Kaj za vas pomeni to občestvo vernikov, oltarno občestvo, občestvo cerkve? Oltarno občestvo prvič pomeni zame to, da sem zbran skupaj s svojo župnijo. Vedno, kadar darujem sveto mašo, poskušam nekako v duhu pred sebe postaviti vse tiste moje duše, katerim sem poslan, katerim sem podarjen, ki so navzoče in vse tiste, ki niso navzoče. Hkrati pa tudi vse tiste, ki v moji župniji, recimo, ki niso verni, ki ne hodijo k sveti maši. Ker končno, enkrat sem to premišljeval, končno sem tudi tistim poslan. Čeprav ne veruje, ne hodijo v cerkev, ampak tudi zanje molim, tudi zanje se darujem in tudi zanje prosim, ker Bog je tudi v njihovih srcih. Ali ste tudi kot pastir te župnije odgovorni pred Bogom za prav vse duše, ki jih imate na svojem območju? Jaz tako čutim, da sem odgovoren za vse duše. Sveda, s svojimi majhnimi sposobnostmi pa to najbrž kaj ogromnega ne morem narediti. Lahko sem pa ena pot, po kateri Jezus prihaja tudi do tistih, ki ne veruje, tudi tistih, ki so oddaljeni. Zato poskušam vsakega človeka sprejeti takšnega, kot je, sprejeti njegovo mišljenje. Veste, ne bi bilo fajn, da bi ga jaz popravljal ali pa poskušal ga čim prehitreje spreobrniti, ampak če tako lepo pristopaš, tako kot je Jezus tudi pristopal k ljudem, jih poslušal, se z njimi pogovarjal, predvsem pa imel jih je rad. Zato je potem, če imaš ti ljudi rad in nekako odpiraš pot, da se lahko začnejo pogovarjati, pa če si dober do njih, jim pokažeš pot, lahko ti stavek iz Evangelija se me tako me večkrat nagovori, pa tako mi je všeč. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in zaradi njih slavili nebeškega Očeta. Se pravi, naše življenje ni samo življenje zame ali pa za moje bližnje. Moje življenje je misijon za vse tiste, ki so ob meni, verni in neverni, za tiste, ki me opazujejo in jaz moram njim dati pričevanje Jezusove ljubezni. Ste se teh lepih temeljnih drž vsakega kristjana, predvsem pa seveda posvečene osebe, duhovnika, učili že v vaši izvirni družini? Vem, da ste otroška leta preživljali v Šmarju pri Jelšah, čudovitih, hribovitih krajih, ne? Ja, pri nas je bilo tako versko vzdušje, tako da veliko smo se pogovarjali tudi o veri. Ponosen sem na svojega očeta, ki je veliko bral, čeprav po formalne izobrazbe ni imel več kot 6 razredov osnovne šole, drugače je bil pa zelo nadarjen, razgledan človek in je potem veliko bral in potem smo se pogovarjali ogromno. Vem, da najlepšem spominu se mi ostali obiski svete maše. Ko smo šli od doma, mi smo imeli približno 1 uro peš do cerkve. In ta pot, jaz sem zmeri z atom hodil in ta pot je bila zame pravzaprav ene vrste učilnica. Jaz sem spraševal, ata mi pa odgovarjal in to, jaz sem se čudil, koliko moj ata ve. Zmeraj mi je znal tako odgovoriti, da sem začutil, da sem dobil pravi odgovor. Potem molili smo veliko, tudi rožni venec, vsak večer sicer ne, ob nedeljah pa vsi kleče, vsak ob svojem stolu smo molili rožni venec in to so bili tudi lepi trenutki, ki se jih spominjam. Potem, da bi recimo kdo premišljal, da se mu ne bi ljubilo k maši iti, tega pri nas ni prišlo nikoli na plano. Ne? Enostavno, nedelja je bila nedelja in če ni bilo svete maše, enostavno ni bila nedelja. In tudi, kadar je bilo potreba delati kaj ob nedeljah, recimo polet sušiti ali kaj takšnega, ne, ker pač ne moreš zaradi vremena včasih tako narediti, da je pač bilo treba ob nedeljah tudi kakšna stvar spraviti, smo najprej šli k maši, pa šele potem na delo. Tako da sem odraščal v res taki lepi krščanski družini, kjer je bilo dovolj tega verskega vzdušja, veliko molitve
in pa radi smo se imeli. Koliko imate še bratov, sester in kakšno vlogo je pa vaša mama kaj odigrala v vašem otroštvu? Ja, imam še eno sestro, ki je mlajša od mene, pa še 10 let mlajšega brata. Ja, mama je mama. Mama je to, se pravi, podoba ljubezni v družini. Ne? Tako da preko mamine ljubezni sem potem lahko nekako se učil in pa doživljal, kaj pomeni imeti nekoga rad. Pa tudi njuna medsebojna ljubezen, s katero sta se imela rada, sicer kakšnih zunanjih znakov nista pokazala, kako se imata rada, ampak res sta pa zmeraj bila pripravljena, zmeraj sta drug za drugega, drug drugemu se darovala. Ne? In sta bila v neki harmoniji, to je bilo čutiti verjetno, ja, ne? Sta bila v tej harmoniji in seveda, mama je bila bolj taka mila, popustljiva in kadar so bile pa težje stvari, recimo, da smo otroci bolj nagajali, potem pa rekla, naprej bo pa ata reševal. Takrat je bilo potem pa ponavadi že stvar urejena, ker na to inštanco pa nismo. Ata je pa ni bil tako, bi rekel, da je bil strog, ampak bil je strog z ljubeznijo. Ko me je kaznoval, sem vedel, da me zato kaznuje, ker me ima rad. Ata je bil drugač taka tudi mehka duša, ampak pokončen človek. Drugač pa taka mehka duša je bil Ata. Ste kaj veliko zahajali tudi na Šmarsko Kalvarijo, tudi v cerkev svetega Roka, ki je biser rokokoja v Sloveniji? Da bi veliko zahajal, ne, ker pot v šolo nas ni vodila tam mimo, ne. Smo pač, mama ni dovolila, da bi po drugih poteh hodili domov, čeprav včasih smo pa tudi naredili stran pot. In to se spomnim, kot otrok smo hodili gor po Kalvariji in gledali skozi tiste gitre noter, razne kipe, posebej tam spodaj, ko je dvojna kapela, Kristus v ječi, pa tam tisto se mi je zdelo vedno tako, da ko sem zgledal skozi tiste gitre noter, sem rekel, Bogi Jezus, če bi jaz mogel biti v svobodo, sem kot otrok razmišljal. Drugače sem pa, ne vem, s takim sočutjem sem tiste kipe občudoval pa gledal, nismo pa velikrat hodili gor, ne? Ker, se pravi, mama ni dovolila, da bi hodili po drugih potih. Drugače pa, pravzaprav, svetega Roka kot rokokojskega bisera se niti nisem zavedal, dokler sem bil doma. Šele potem, ko sem šel od doma, sem začel dojemati, kako nekaj čudovitega imamo v domačem kraju. V domačem kraju. Tako ste osnovno šolo obiskovali v Šmarju pri Jelšah, ja. Pa potem srednjo šolo, gimnazijo? Gimnazijo sem obiskoval v Ljubljani na Poljanah. Prve 2 leti sem stanoval pri Lazaristih, potem pa privat v Ljubljani pri eni gospe in sem potem dokončal gimnazijo. Ja, kje ste se srečali z belimi menihi? To se mi zdi tako zanimivo, kajti vendarle se večinoma fantje, ki so se odločili za redovništvo, odločijo ali za frančiškane, ali kapucine, ali minorite. Pri nas v Sloveniji tudi kakšne dominikance za bele menihe v cistercijansko opatijo, to pa se mi zdi skoraj malo nenavadno, no? Zelo nenavadno je. Tudi jaz potem, ko nazaj takole premišljam, jaz ne morem drugače svoje življenje gledati, kot da pač me je vodila Božja roka, ne. Ko sem šel v Lazaristom, ne, in pač mama je jokala, ker je rekla, ja, pa bo šel pa kam misijone, pa te nikoli več ne bom videla. In pač jaz sem takrat šel, niti nisem vedel, v kaj grem pravzaprav. In sem potem pri njih bil v Šentjaku ob Savi, sem 2 leti stanoval tam pri njih. Kje ste jih srečali prvič? Prvič jih, pravzaprav jih nisem niti jaz srečal, ne. Prvič jih je srečal moj sošolc, Rok Metličar, sedanji župnik v Laškem, smo bila osnovni sošolca, skupaj smo bila ministranta. Ki je tudi sedaj do novega škofa upravljal Celjsko škofijo. To, ja, to. In on je potem šel enkrat na peš romanja v Zagorje. Tam noter pri Pilštanu noter, ne, tja smo hodili na romanja. In je potem tam v spovednici pri spovedi srečal gospoda Pusta, Antona Pusta. In potem je dobil od njega en listek, pa ga je ta gospod Pust povabil na duhovne vaje za ministrante. In potem Rok pride domov in mi pove, prav povabilo na duhovne vaje sem dobil. Pa smo začeli pogovarjati, kaj bi pa to bilo duhovne vaje. Takrat niti nismo vedela, da kaj to je, ne.
No, potem smo nekako se z župnikom pogovarjali, s gospodom Golobom. Rekel, ja, to bi bilo pa lepo, da bi šel, ne. Pa je potem kar nekaj ministrantov nas skupaj nabral, pa smo šli enega poletnega dne lepo na avtobus, pa nas je peljal v Ljubljano na tabor in tam nas je oddal pri lazaristih na Majstrovi. Potem so nas polni potem naprej peljali na vlak in pa potem do Mirna, potem pa s kombi na Mirski grad. In to so bile moje prve duhovne vaje. Bilo je čudovito, bilo je dovolj igre in potem dovolj je bilo tudi teh resnih stvari, da smo nekako... Najbolj se pa spomnim gospoda Stanka Bolka, ki nas je takrat vodil duhovne vaje, je rekel, poglej, ko prideš v cerkev, če druga ne boš dal Jezusu, vsaj poklekni spodobno, do tav. In jaz sem se takrat navadil, to mi je ostalo, jaz rekel, če druga ne bom mogel dati Jezusu, bom pa vsaj z lepim poklekom ga počastil do tav. In to mi je ostalo v življenje zapisano za zmeraj. No in potem smo enkrat šla še na duhovne vaje v Šent Jakob, že kot osmošolca. In takrat je pa rekel, pogledajte, tako, če kdo pride k nam, lahko tukaj stanuje, hodi v gimnazijo in potem... Ampak takrat jaz niti nisem še tako razmišljal potem o tem. No, kasneje sem potem se odločil, da bom šel k njim v gimnazijo. So prišli iskati dokumente, da so me upisali na Poljansko gimnazijo. No in potem sem bil 2 leti pri njih, jaz sem bil srečen, to so bila za mene mala nebesa. No, pa se pa ta moja bolezen spet pojavila. Kaj vas je najbolj osrečevalo v tistem času? Najbolj me je osrečevalo to, da smo bili skupaj, ne, in da je bilo tako lepo... Meni to bratstvo. Ja, neko bratstvo je bilo, pa tudi, veste, imeli smo tak lep dnevni red, molitve, študij, potem gimnazija in to, ne, veste, ta družba za otroka veliko pomeni. Zato danes jaz nekako to razumem, kako so otroci hrepeneli po šoli zopet, ko je bila šola nadaljavo, ampak to ni tisto. Oni potrebujejo vrstnike, potrebujejo družbo. Tudi red, pa verjetno tudi neke prostočasne dejavnosti. Ja, veste, tam smo imeli vsega, smo imeli dovolj. Smo imeli prostočasne dejavnosti, smo lahko igrali nogomet, malo smo pomagali na kmetiji tudi, ki so imeli. Potem imeli smo čas lepo razporejen za študij, za delo. Potem skupaj smo hodili v šolo, v gimnazijo, v Ljubljano smo se vozili z avtobusom. In to so bila zame lepa leta. No in potem se ta moja bolezen pojavila, padel sem 2-krat v nezavest in gospod Boljka je rekel, veš kaj, ti ne boš mogel postati duhovnik. Je rekel, pojdi domov, pomagaj očetu, pa se poroči, pa boš lahko živel lepo, srečno življenje. Ampak meni to nekako ni mi bilo všeč. Zato sem poskušal, da bi nadaljeval, pa je pa Ata prosil, če bi bili pripravljeni me še obdržati tam kot ene vrste zunanjega, pa bi bili pripravljeni več plačati za to. Pa je gospod Boljka rekel, ne, to ne pride v poštev. No, pa sem pa si v Ljubljani stanovanje najdel in sem potem še dokončal gimnazijo v Ljubljani. Potem sem šel po bogoslovje. V bogoslovje. In takrat ste že bili pri menihih v Stični? Ne, za menihe niti pravzaprav za menihe sem zvedel šele v 4. letniku gimnazije, ko sem privat stanoval za Bežigradom in smo šli potem bežigrajski mladenci na duhovne vaje v Stično. Takrat je bila še vsa razsuta, vem, da je bilo na jogih smo spali pa na tleh, pa čisto tako je bilo še vse bolj v surovem vse. In takrat sem prvič slišal za Stično, nisem se potem nič več zanimal za Stično, ne. Potem naslednjič sem zaslišal za Stično, ko je bilo prvo srečanje mladine s bratom Rožejem iz Tezeja. Takrat sem bil spet v Stični, drugače pa me ni zanimala. No in potem, seveda, bogoslovje, ko sem prišel v bogoslovje, to so bile zame spet druga nebesa in sem bil vesel, tega študija sem bil vesel, potem prijateljev sem bil vesel, družbe in res sem bil ponosen, da me je Bog poklical, da bom postal duhovnik. Seveda, pot pa ni bila tako preprosta, kot sem si jo jaz zamišljal, ampak je takrat se bolezen spet pojavila. In takrat sem bil pa res
težko obliko bolezni. Tako da sem imel v enem dnevu 16 napadov epileptičnih. Tako da sem bil po tistih napadih tako izčrpan, da niti sedeti nisem mogel brez opore. Tako sem bil telesno izčrpan. Kako se je začela ta bolezen? Ta bolezen se je začela pravzaprav v mladosti, v osnovni šoli. Vse tako jaz domnevam. Ne? Enkrat smo stali v krogu na stranišču, tam 2., 3. razred smo bili, pa je potem od zadaj prišel eden, pa me je zadaj se prav brcnil v noge, tako da sem se zvrnil takole kot čik. Spodnesel, ja. In sem z glavo udaril naravnost ob beton in najbrž sem dobil takrat pretres možganov, glava me je še dolgo bolela, ampak ni bilo potem. Potem pa mama začela opažati, da sem včasih tako čisto obstal, pa gledal nekam, potem včasih sem začel takole malo kimati in je potem mama rekla, to pa nekaj ni v redu z njim. Pa smo me peljala k zdravniku, pa je zdravnik rekel, to so njegove muhe, našeškajte ga, pa bo dobro. No in potem, ko sem bil pa že v malo višjih razredih, tam 5., 6. razred, je prišlo pa do te velikega napada, tako da sem se pa vnesvestil. Potem sem pa začel obiskati zdravnike, pa vse to so me dobro terapijo pripravili, tako da se je potem do pubertete vse umirilo. Kasneje pa puberteta so pa rekli, puberteta lahko vse izboljša, zgine ali pa vse nazaj podre. Pri meni se je podarilo. Tako da bogoslovje se je potem že drugič podarilo mi. In takrat je gospod Vegel, Vinko, je bil takrat ravnatelj bogoslovja, pa je prišel k meni, pa je v postelji sedel, pa me potem začel nagovarjati, veš, Branko, s takole boleznjo ti ne boš mogel postati duhovnik. Pravi, Stični zdajle ustanavljajo muzeji, pojdi tja dol, pa se mogoče njim priključiš, lahko kot se redovni brat ali kaj takšnega, in potem boš lahko vodil po muzeju ali kaj takšnega, pa bo tudi zate na tako lepo poslanstvo. Joj, kako sem bil jaz na njega jezen, ne? Veste, takrat sem bil... Vaš cilj je vendarle bil postati duhovnik, Moj cilj je bil, da bi postal duhovnik. In takrat, veste, čeprav sem bil tako oslabel, če bi mogel, bi ga takrat klofno. To sem mu že povedal, pa sem je nasmejal. Ampak sem bil tako brez moči, da se ni dalo. No in potem sem šel domov med počitnicami, sem doma delal, pol na koncu počitnic sem pa šel Stično vprašati, če bi me vzeli tam dol na pauzo. Še prej sem šel k škofu Krambergerju v Maribor se pogovoriti in mi rekel, Branko, pojdi v Stično in nosi ta križ. In tako pol na koncu mi je dal roko na ramo in rekel, Branko, nosi ta križ, kaj če ga nosiš zame? Te besede so se mi tako zapisale v srce, tako da sem potem pač res vzel to, da sem šel Stično kot neke vrste Božjo voljo, čeprav mi ni bila všeč. In potem sem prišel v Stično, najprej sem bil pauzer, poskušal sem, da bi vsako leto znova začel naprej nadaljeval študij, ampak ni šlo, tako da sem potem dol bil 3 leta kot študent pauzer. No, pa se je pa zgodilo, to je bil tak dogodek, ki ni bil kar tako, ne. Škof Lenič, Stanislav, je prišel na duhovne vaje, osebne duhovne vaje v Stično. In takrat je potem rekel opat Anton Nadrah, je rekel, glej, mi imamo svojo mašo, škof Lenič bo maševal zase, privatno, daj bodi ti z njim, pa mu beri berila, ministriraj mu, pa mu pomagaj pri maši, ne. In jaz sem pač tisti teden, ko je bil na duhovnih vajah, mu lepo pomagal, bral berila, pa me je vprašal, kdo sem, pa sem rekel, da sem bogoslovec 3. letnika Mariborske škofije in da sem trenutno tu na pauzi. No, drugače potem vzadaj sta se pa z opatom Antonom pogovarjala in pa rekel škof Lenič, prav, dajte ga povabiti, fanta, naj stopi k vam, škoda je, da mu takole leta minevajo. In pa opat Anton odgovoril, saj sem ga že povabil, pa ni bil za to, ne. No in potem, ko je škof Lenič odšel, me je pa opat spet poklical na pogovor, pa je rekel, takole mi je škof predlagal, pa rekel, ne. Vse takrat sem bil pa že drugačen.
In v meni se je nekaj dogodilo, da sem potem rekel, v redu, mogoče pa tako Bog hoče, da hodim po tej poti. In potem sem opravil duhovne vaje s patrom Tomažem Podobnikom, ignacijanske, in sem potem na koncu duhovnih vaj naredil takšen sklep. Jezus, jaz ti polagam duhovništvo na oltar, če mi ga boš podaril, bom vesel, če mi ga odtegneš, bom tudi vesel in hvaležen. Tako da vse tiste moje upe, vse tiste moje sanje sem položil na oltar. In na ta način, zdaj danes vidim, sem pravzaprav vse dobil. Jezus vas je osvobodil tudi bolezni, verjetno, ne? Ja, bolezen od takrat naprej ni bila več tako intenzivna, počasi je izzvenevala, tako da potem po novi maši se mi napadi niso več pojavili. In pač trudim se, da pač pazim na vse te ukrepe, ki so potrebni, se pravi dovolj spanja, ne uživati alkohola ali pa drugih poživil, tako da je tako urejeno življenje in to pravzaprav stični, ki je pač red takšen, mi pravzaprav pomaga, da tudi ta bolezen je nekako v mirovanju. Vi ste že zelo hitro, pravzaprav po 3 letih bivanja pri cistercijanih ste naredili že večne zaobljube. Neke vrste večne zaobljube so že bile tako privatne, čeprav niso bile kakšne formalne zaobljube, tudi recimo spovedniku nisem povedal, ne. Je bilo pa potem zanimivo, ne, potem sem jaz, je prišel pa takrat tudi en drug novinc v samostan in ta potem je nekako bil tudi tisti katalizator, ki mi je pomagal, da sem potem naredil dokončen korak in je potem krojač bil že skoraj z njegovimi habiti na koncu pri delu, poj pa opat Anton pripeljal še mene dol. Prav, gospod krojač, dajte še temu narediti habit. Pa ga je gledal, veste, sploh ni verjel, da zdaj resno misli. No, poj pa rekel, ja, čisto resno mislim, ne. Po mi vzel mero, začel delati habit, po sem šel pa enkrat na poskušnjo dol, je bil pa eden vratar tam noter, se malo klepetal s krojačem in potem je krojač me oblekel v habit in potem rekel, a ne bo luškan menih? Je rekel, ja, bi lahko bil, sem noče biti. Je rekel, tudi takrat, ko sem imel habit že na sebi, niso mogli verjeti, da se je to zgodilo. Ja, lepo, no. In potem ste tudi, ko ste doštudirali teologijo v Ljubljani na teološki fakulteti, ste imeli novo mašo tudi v Stični ali v vaši domači župniji? Najprej v domači župniji sem imel novo mašo, potem pa še v Stični ponovitev nove maše, pa še z našimi prijateljskimi župnijami v Nemčiji sem bil potem še gor povabljen, sem še gor imel 2 ponovitve nove maše v Nemčiji. Česa se najbolj spomnite z vaše nove maše? Vem, da ste imeli tudi imenitnega pridigarja, ne? Ja, z nove maše se najbolj spomnim tega, kako me je bilo strah, da bom kaj narobe naredil. Par noči pred tistim sem sanjal, da sem bil na poti k oltarju, pridem do oltarja, poljubim oltar in so mi mašno knjigo vzeli. In sem rekel, pa dajte mi jo nazaj, saj vidite, da sem čist frišen, da ne znam na pamet. Drugače pa, ja, maša, nova maša mi je bila pravzaprav, pri nas je bila taka bolj lepa in pa žalostna. Ker je ta stric, ki je najbolj spremljal me pri novi maši, pa pri pripravah na novo mašo, na tisti dan, ko sem bil posvečen, je še potem pripeljal nekaj mesa k nam, potem se je vrnil domov, padel po stopnicah in je bil mrtev. Tako da sem potem, dopoldne smo imeli novo mašo, smo šli domov na kosilo, popoldne pa na njegov pogreb. Tako da je bila taka skromna, tiha, zadržana. Bilo pa lepo. Bili so pa gospod opat iz Celja, ne? Ja. Ne vem, jaz sem, ko sem šel v Celje pomagati, še kot bogoslovec na nove maše, smo potem bili gor pri kosilih skupaj, pri zajtrkih. In mi je ta opat Kolšek, ki je bil tak resen človek, ampak tudi tako, znal je biti tak šaljiv, ne, tako da smo se lepo počutili okrog njega in potem tudi spoznal sem ga kot pridigar, tako da sem ga potem prosil, če bi bil moj novomašni pridigar in je rekel, Branko,
ni težav, ni problema. In je bil pridigar v Stični, je pridigal, in v Šmarju je pridigal. Človek, ki je Slomšek zanj naredil prvi čudež ozdravljenja, ne? Ja. Ki ga je cerkev priznala. In zato so sveti oče lahko prišli v Maribor prvič, ne? Ja. Ja. Lepo. Pater Branko, malo nam še povejte, kakšen je dnevni red stiških menihov? Kako potekajo vaše nočne, dnevne, jutranje dejavnosti? Vem, da imate čisto poseben red, ne? Ja, dnevni red je malo neobičajen za današnji svet, ne? Tako da današnji svet teži k temu, da čim dlje počivajo, pa zvečer čim dlje ponočujejo. Pri nas je pa ravno obratno. Ob 8 zvečer, zdaj po letnem času, drugače v zimskem ob 7, imamo sklepno molitveno uro in takrat se za nas dan konča. Gremo čim prej počivati in... Kaj ti? Po noči vstajate? Ne, po noči ne vstajamo. Ker pri nas ni bilo nikoli nočnih molitev, so bile pa jutranje, čeprav so bile sprva tudi že sred noči. Tako da okrog 4:30 vstajamo, ob 5 pa že začnemo z molitvami, ne. Prvi del ura bogoslužnega branja je recitirano, hvalnice zmeraj slovesno pojemo in potem po hvalnicah je še približno pol ure časa za premišljevanje in meditacijo. Jaz se takrat ponavadi vzamem svetopismo, pa že od ponedeljka naprej začnem premišljevati, kaj bom v nedeljo pri pridigi povedal ljudem. Tako da nekako cel teden zori tisto v meni, kar poskušam potem nedeljo ljudem pri pridigi oznaniti pa povedati. No, potem je maša ob 6:30, po maši je prva dnevna molitvena ura, ki rečemo terca, tretja se pravzaprav imenuje. Potem imamo molitve za naše drage rajne vsak dan v kapitlu, zajtrk, potem pa na delo gremo vsak na svoje delo do poldneva. 12 pa 15 so potem ena molitvena ura, še se pravi 6. molitvena ura dnevna, potem je kosilo v tišini, po kosilu 9. dnevna molitvena ura in potem spet nekoliko prostega časa. Pravzaprav po kosilu, po tej molitveni uri je nekaj časa za družinsko življenje. Temu rečemo rekreacije, ker pridemo skupaj v prostor in tam pač kaj poklepetamo, kaj tarok vržemo ali kaj takšnega. Če je volja, tudi kakšna 2 šah igrata ali pa kaj takšnega, ne. Tako sproščeno, čisto družinsko vzdušje. Ob 2 gremo pa spet vsak na svoje delo in pa do večera. Potem zvečer ob 10 do 5 je rožni venec, ob 5:30 so večernice pete in pa potem večerja, po večerji spet malo prostega, pride pa že sklepna molitvena ura in potem zopet konec dneva. Ali je tudi ustanovitelj vašega cistercijanskega reda želel tako za svoje brate ali pa podobno kot sveti Frančišek za svoje, da morajo bratje živeti od dela svojih rok? To je že sveti Benedikt zapisal. Piše v enem poglavju svojega pravila: menihi so šele takrat pravi menihi, kadar živijo od dela svojih rok. Tako da v naših samostanih ni bilo predvideno, da bi recimo nabirali kakšne dobrine ali pa sredstva okrog, ampak so zmeraj mogli si sami pridelati za svoje življenje in pa za življenje samostana. Ne. Se pravi, za vzdrževanje stavb in za življenje samostanske družine so si morali sami pridelati. Ne. In to je bilo tudi takrat v 12. stoletju ene vrste, kot pravijo zgodovinarji, cistercijanski čudež v Evropi, ne, ko so bile te naše samostanske družine uspešne, pa številne, tako da so bili tudi takratni nosilci naprednega gospodarstva, kmetijstva, tako da so vse kotičke Evrope prinašali tudi napredek na tem področju. Vi ste prišli v Stično, v to skupnost samostansko še v tistem času, ko so živeli nekateri vaši zelo znani bratje, ne, pater Simon Ašič, potem imeli ste slikarja, tudi brata in tako.
Ne? Kako ste doživljali te brate in tudi te, ki še danes živijo in nazadnje imate med sabo še, hvala Bogu, znamenitega dolgoletnega opata patra Antona Nadraha? Ja, jaz sem imel še to srečo, da sem še te starejše patre poznal, z njimi živel. Ena posebna legenda je bil pater Simon Ašič, ki je takrat, ko sem jaz prišel stično, začel malo bolj na široko svoje to zeliščarsko delo, nabiral je rožice, večina vse hodil ven v naravo in nabiral. Šel je ven s košarico in potem zvečer se je vrnil pač z rastlincem. Potem jih je posušil in spravil in potem razdelil ljudem. Bil je tako res dobričina in tudi bil je moj magister, se pravi učitelj v novicijatu, tako da se ga dobro spominjam. Ne? Potem seveda bil je tudi pater Gabriel Humek, naš slikar, ki je bil tako bolj skromen, tih, vase zaprt, pa tudi drugi patri. Ne. Zdaj, takrat sem imel še srečo, da so stojine takrat že prihajali malo na obiske. Je prišel pater Maver Grebenc, ki je po vojni zbežal v Avstrijo in potem v Štamsu živel. On je bil zgodovinar velikega formata. Drugih naših patrov, teh, ki so bili zunaj, pater Tomaža Kurenta, pa nisem osebno poznal. Ali zaveje zelo drugačen veter zamenjavo opata? Namreč dolgo let vas je vodil pater Anton Nadrah, znameniti naš slovenski duhovni pisatelj, verjetno najplodovitejši v naših časih, ki je izdal številne knjige in knjižice. Sedaj pa imate novega opata, gospoda Maksimiljana Fileja, ne? Ja, menjava opata je na vrste nov veter v jadra samostanskih, ne? Tako da se pozna, ne? Kaj se spremeni? Ja, malo se spremeni odnosi noter v samostanu, potem recimo opat Anton Nadrah je živel še v težkih časih, vodil samostan še v težkih časih, ko pač smo živeli zelo skromno in potem se je začelo počasi odpirati, ko je pač nastala država Slovenija, potem denacionalizacija, smo začeli popravljati veliko, takrat v njegovem času smo veliko delov samostana prenovili, potem opat Janez Novak, ko je prišel, so bila ta večina ta dela že dokončana, tako da potem ni bilo pri njem takšnih večjih restauratorskih posegov. Zdaj, ko je prišel novi opat, pater Maksimilijan, je seveda vse to že kolikor toliko narejeno, je pa zdaj poskuša, da bi nekako naredil samostansko ekonomijo takšno, da ne bi bili odvisni od kakšnih darov od zunaj, da bi pač sami živeli, se pravi, samooskrbno. Zato velik poudarek daje na vrtu, pridelavi zelenjave na vrtu, pa vsega tega in pa drugih tudi sadje, tako da bomo potem na ta način nekako sami. Ker, ko je bil opat Anton Nadrah, smo bili res revni in zato so potem prihajale razne pomoči, ki so ljudje zunaj v tujini zbrali in potem je tista pomoč prihajala, tako da nam je malo pomagala. Potem, ko se je Slovenija začela, so bili tile nekaj denarja, ki smo ga dobili kot odškodnino pri denacionalizaciji, tako da smo lahko prenavljali. Zdaj pa je pa vse to usahnilo, ne. Tako da v bistvu zdaj smo pa res postavljeni na trda tla in moramo pač sami se potruditi, da se bomo preživljali. Gotovo je vaš novi opat, gospod Maksimilijan, v koraku s časom, kajti sedaj se vse bolj v zadnjih časih poudarja ta potreba po samopreskrbi, ki bo morda v prihodnosti zelo potrebna, predvsem nam, kristjanom, ne? Ja. Ne, tukaj gre, korak s tem gre, poskuša, ne. Tako da letos je posadil buče, tako da bomo potem nekaj bučnega olja pridelali, pa prodali in potem zajemo načrt velik sadovnjak posaditi, pa začeti, tako da bomo potem tudi na ta način imeli neke osnove za svoje življenje s tem.
pa zelenjavo smo letos, vse, kar smo imeli, smo si pridelali doma. Lepo, pridite. Vesel sem, da ste nam seboj prinesli tudi zelo zajetno zbirko vaših izdanih knjig. Niso vse, ne? Naše gledalke in gledalci širom Slovenije jih gotovo zelo dobro poznajo, vsaj nekatere. Kje ste se navdihovali in odločili za to, da bi postali duhovni pisatelj? Ena taka skrita želja, da bi bil pisatelj, je bila že v osnovni šoli. Pa sem celo začel nekaj pisati, veste. Eno zgodbo sem začel pisati, pa sem potem po parih straneh vse skupaj pustil in nisem več potem. Drugače je ta želja tlela v meni potem tudi v času gimnazije. V bogoslovju sem napisal par člankov v tisto naše samostansko, mislim, ne samostansko, bogoslovsko glasilo, mislim, da se je imenovalo Lipica, ali kako je bilo. Tam sem par člankov napisal. Drugače pa, ko sem prišel v Stično, sem veliko bolj začel fotografirati. No, enkrat je pa prišla ena, se pravi, predstojnica šolskih sester, sester Bernardka Stopar, in je rekla, da prosila, če bi lahko jaz hodil k sestram v Trebnje, da bi vsak mesec imel za njih duhovno obnovo, se pravi nagovor, mašo, spoved, pa še da bi bilo tudi vključeno češčenje Najsvetejšega. Ampak rekla mi je, vse pa želim, da napišete, ker sestre so gluhe, ne bojo razumele, in če boste pustili napisano, bodo lahko potem same prebrali. No in tako so potem začela nastajati tale prva knjiga, Slavljen Gospod Bog, razmišljena v raznih evangeljskih odlomkih. Prav zato ste dali na naslovnico sestro, redovnico? Ja, zato, ker je bilo za redovnice napisano. Tako da sem potem tukaj noter pač več takšnih tematskih sklopov. Benediktus, Magnificat sem na več govorov razdelil. Izjemna knjiga Premišljevanje rožnega venca. Tudi sam jo uporabljam že več let. Ja, to je tudi nastalo na neko malo me je upat Anton potem spodbujal, ne. Jaz sem potem, ko mi je rekel, pa daj kaj napiši, ne. Potem, ko so začeli tile govori nastajati, prav, daj te govore popravi, predelaj, tako da ne bo se videlo, da so za sestre pisane, ampak da boš potem lahko kakšno knjigo iz tega izdal. Jaz sem kar debelo gledal knjigo, bi jaz izdal, ampak mi je potem upat Anton pomagal in me navduševal. Pomaga mi tudi seveda pri slovenščini, ki jaz sem tako ponavadi pisal, da je bilo ponekod preveč vejc, ponekod premalo. In to mi je potem on pomagal. In še zdaj pravi, če bomo kakšno stvar popravljala, jo bomo skupaj, da ti bom jaz povedal, kje mora biti vejca, pa kje ni treba. No, lepo, lepo. Ja. Tale knjiga Premišljevanje rožnega venca gotovo vsebuje največje skrivnosti Marijinega in Jezusovega srca. Pomeni so vsi deli, vse skrivnosti svetega rožnega venca. Ne? Mislim, da je to prva knjiga, kjer je zajetih vseh 20 skrivnosti. To je tisto leto, ko je potem papež Janez Pavel II potem še dodal še svetli del, s njim sta to knjigo začel pisati. Naša televizija Exodus vam je zelo hvaležna za to knjigo Vzpon na goro Golgoto, kjer ste opisali številne križe za postni čas predvsem. Mi smo mislim, da 2 leti našim gledalkam, gledalcem posredovali te vsebine, večino teh križev, ki ste jih vi opisali. Od križa bolezni do križa poslušanja in ne vem česa vsega, ne? Ja. Pravzaprav so tudi to duhovne vaje za sestre. Sestre v Mali Loki, sestre Svetega križa pri Ljubljani so prosile, da bi prišel zanje in imel zanje duhovne vaje, in to so rekle 8 dni. Bi trajale te duhovne vaje. In so mi rekli, dajte nam govoriti o križu. In takrat mi potem nekako sem začel premišljati, kako dale so mi konstitucije svoje, da sem jih lepo predelal, pa prebral, ampak ni mi nekako sedlo na srce, tako da sem potem začel pa na ta način potem te križe. Bolezen, trpljenje, starost, pa... Zelo lepo. Moram izdati našim gledalcem, da nam je zmanjkalo križev. Bilo jih je menda kakih 28, ne? Ni bilo za vsak dan v mesecu,
oziroma v tistem postnem času, ko smo želeli vsak dan imeti enega od križev na programu, zato ste nam vi dodali, mislim, da še 2 ali 3, ste jih posebej napisali takrat še za naš program. Da, posebej sem še napisal, mislim, da so bili 3 še dodatni. Ja. Potem izdali ste celo vrtnice za leto 2009, Evharistija, dar srca Jezusovega. Ja, tukaj me je tudi upat Anton Nadrah spodbudil in je potem rekel, da ne bom samo jaz pisal vrtnice, daj še ti kaj napiši. Ne? In potem je rekel, zdaj, ki je bilo leto Evharistije, napiši pač na to temo. Ne? In sem se lotil in potem je kar nekaj nastalo. In niso bile edine, ne? Kajti leta 2014 ste izdali spet vrtnice Apostoli Jezusovega srca. Ja, to mi je tudi opat Anton Nadrah spodbudil, da sem to... On je veliko imel zaslug pri mojem delu. Kaj vam pomeni Fatima? Fatimska pastirčka nas učita živeti. V čem najbolj? Ja, učita nas živeti svojo čudovito preprostostjo. Ne? Še bolj pa svojo zaupljivo vero. Glede, otrok majhen, recimo Frančišek, ne, takrat je bil 8-9 let star, ne? In potem, da bi naredil kakšno žrtvico, je tisti kruh, ki ga je doma dobil od mame za malco, dal ovcam, da je trpel lakoto in je to lakoto daroval kot žrtev za spreobrnenje grešnikov. Mislim, to je nekaj junaškega od takega otroka. In to so nam res učitelji, ti otroci. So te naše prostovoljne odpovedi, ki se mi zanje odločimo, čeprav bi nam bilo nekaj dovoljeno, ampak da iz ljubezni do Boga, do Marije Jezusa, prostovoljno nečemu rečemo ne in to darujemo. Kakšno vrednost ima pravzaprav to v Božjih očeh? V Božjih očeh ima to ogromno vrednost, če je narejeno iz ljubezni. Vsaka stvar, tudi majhna žrtvica, mogoče popolnoma nepomembna, če je narejena z ljubezni, to ima pred Bogom neverjetno vrednost. Zakaj vse lahko človek to daruje? Po kakšnih namenih? Človek lahko daruje vse te namene, za katerega se Marija pri svojih prikazovanjih pa to vedno prosi, ne, delajte žrtve, darujte se za te. V Fatimi je bilo tako univerzalna prošnja, Marijina prošnja, darujte se za spreobrnenje grešnikov. Ne? Ampak tudi sicer nasplošno, ja, ampak starši lahko denimo darujejo to za svoje otroke. Ne? Seveda. Otroci za starše. Seveda. Kakorkoli, za kogarkoli pravzaprav. Ne? In s tem postaješ bolj plemenit, hkrati imaš en poseben odnos, ljubeč odnos do svojega bližnjega, za katerega kaj daruješ, in pa hkrati tudi postaješ Jezusu bolj blizu. Verjetno tudi ponižnejši, ne? Tudi. Romanje v Damask po stopinjah svetega Pavla, kaj pa prinaša ta knjiga? To je bilo pa leto svetega Pavla in sedanji celjski škof Maksimilijan Matjaž je bil voditelj tega romanja. Pa enkrat prišel v stično, pa je rekel, prav Branko, pojdi z nami v Sirijo. Jaz sem rekel, ja, to bi bilo pa super, ampak kdo me bo pa pustil, da bom lahko šel? No in potem sem pač zbral pogum, pa sem šel v Pato Janezu, če lahko grem. In rekel, ja, lahko greš. Jaz sem bil čist presenečen in potem sem se začel pripravljati, se breda tisto, kar je potem. Največ smo se pogovarjali o pismih svetega Pavla, ker to je bilo Pavlovo leto, in potem smo šli v te kraje dol. Ne? Rojstne kraje svetega Pavla, Tars, potem nekaj teh mest v Turčiji, potem pa v Siriji, kjer naj bi Pavel preživel ta svoja tiha leta. Ne? Ste bili morda tudi na mestu mučeništva Janeza Krstnika? Ne, to pa ni v Siriji. Ni v Siriji? Ne, ni v Siriji. Mučeništvo Janeza Krstnika je v Jordaniji. Jordaniji. Maheront, ja. Maheront, ja. Tam smo bili, recimo v Damasku smo bili v džami, ta večji džami, ki zdaj, ki je bila včasih cerkev, katoliška, in tam je noter en del, kjer imajo shranjeno glavo Janeza Krstnika. In tudi tam muslimani z zelo velikim spoštovanjem prihajajo in ga prosijo. Puščavska vrtnica, to pa je prvi vaš roman, ki, kolikor vem, čeprav še ga nisem prebral, opisuje prvo krščansko skupnost in vladavino kraljice Zenobije. Zenobije. Ja.
Takrat, ko smo bili v Siriji, smo se ustavili v Palmiri, to je popolnoma opuščavena oaza, kjer je dovolj vode, da je lahko potem uspevalo življenje. In tam, to je bilo cvetoče mestece, tam že pred Kristusom, potem po Kristusu se je začelo malo spenjati, ko je na batejsko mesto Petra nekako šlo v zaton, je potem Palmira nekako začela dobivati na svojem pomenu, pa pridobivati. Ne? In bila je pa Palmira ravno na tej poti, karavanski poti, skozi puščavo. In celo tam, ko smo bili, so nam rekli, da obstaja pregovor, če se ne ustaviš v Palmiri, boš umrl. Se pravi, to je bila taka postaja, da si se mogel ustaviti, ker do naslednje postaje ne bi zdržal. In zato je bila potem tudi zelo odprta za trgovino, ker so šle karavane skozi, in to je potem ta kraljica Zenobija takrat nekako začutila, povabila je razne umetnike, tako da je bilo ta mesto Palmira bi lahko popolnoma primerjali s kakšnim od grških mest, ko so bili na višku v svoji umetnosti in pa slavi. Interesantno. Pater Branko, vi ste se posvetili v svojem pisanju tudi otrokom in mladim, ne? Tudi za otroke ste napisali? Tudi za otroke sem napisal šmarnice, za ne vem, katerega leta točno so išle, tiste zdaj ni več možnih dobiti. Radovedna Eva sem napisal, to je bilo tudi, mislim, da je bilo to tudi nekako blizu leta Evharistije. Sem potem te šmarnice napisal za otroke, da sem jim nekako razložil tak na preprost način te pojme iz Evharistije, recimo tabernakel, sveta popotnica, nova maša, spoved v Hailu, na tak njim primeren način. Dnevnik stiških pohodnikov, to pa je nekaj z domačih terenov, ne? To je pa nekaj z domačih terenov. Že kot kaplan v Stični sem potem nekako z enimi se začel dobivati in smo potem včasih kam šli. In smo potem začeli nekako se pogovarjati, kaj če bi mi vsak mesec šli nekam v hribe, pa ne tiste ta visoke, ne, tako sredogorje, da bi potem imeli en tako lepo pot imeli, na poti bi imeli nekje ali kakšni kapelci, cerkvici ali pa na kakšni skali, svetomašo in tako bi cel dan preživeli skupaj. In tako smo potem 2 leti do korone hodili na razne hribe. In ste to lepo popisali? Jaz sem pa potem se potrudil, da tole ne bi ostalo čisto pozabljeno, sem potem pa tole se skupaj napisal, tako da je tam 6-7 strani ali pa malo več je potem vsakega srečanja. Ne. Lepo. Poleg vašega rednega pastoralnega dela na župniji Stična, vemo, da redno objavljate tudi v verskem tisku vaše prispevke, ne? Ja, tudi. Največji tukaj v materini šoli, naši tej reviji, zdaj je bilo že 3 leta izhajan podlistek z duhovniki v Sankt Peterburgu. Ja. Je bil to en podlistek, potem prej je izhajalo v skrajšeni obliki tole potovanje v Sirijo je bilo, potem zdaj se bo tole z Sankt Peterburga končalo, se bo začelo pa tako, naslov sem dal v bunkerju Ljubljana. Malo bo obravnavalo to zgodovino samostana od Prve svetovne vojne naprej pa do konca Druge svetovne vojne, te težke čase v samostanu, ki so jih doživljali naši menihi, in pa kot osrednji lik sem dal patra Maura, Grebenca, to je brat od patra Placida, od mučenca, ki se je 17 mesecev skrival v bunkerju, ki so mu rekli Ljubljana. Bilo je pa to v Stični pod Prešo. Je imel skupano jamo in v tej jami je čisto tajno živel. Če so pa v samostanu vprašali ali pa spraševali, kje je pa pater Mavr, so pa enostavno rekli, ja, v Ljubljani je. Seveda, v Ljubljani so imeli pa naši tudi svojo hišo, tako da potem ni bilo nič čudno. Ja. Pater Branko, še 2 vam izjemno priljubljeni dejavnosti, 2 vaši veliki ljubezni morava omeniti, namreč to je fotoaparat, ustvarjanje umetniških fotografij in pa astronomija.
to je tisto, s čimer vi živite in vam srce zaigra, ne? Ja, gotovo. Ja. Kako ste prišli do vašega fotoaparata in do ustvarjanja tako lepih fotografij, ki jih sedaj občudujemo po teh revijah in časopisih in še kje? Prvi takšen izziv mi je bil moj ata. Ata si je že kot mladenič kupil fotoaparat. In to takšnega večjega formata, tako da najbrž tista stvarca, ki je kupil, bila takrat precej draga. In tisti fotoaparat je bil potem njegov spremljevalec, celo v poštarski torbi ga je nosil in je tudi potem po terenu kakšne slike naredil, potem dal slike razviti in potem tem ljudem dal. Pa samo mogoče kakšne pare dal za tisto. In ta fotoaparat je bil meni nekaj čudovitega. Nisem ga nikoli v roke prijel, ker je ata rekel, to je treba paziti, to je draga stvar. Sem pa zmeri gledal ata, kako je slikal. Kaj vi sedaj najraje fotografirate? Ja, zdaj trenutno največ fotografiram z dronom, se pravi iz zraka. Pake pokrajinske fotografije, seveda najbolj fotografiran je naš samostan. Stiški samostan, ja. Tako da drugače pa prvotno sem poskušal vse sorte fotografirati, najprej stavbe, potem rože. Zakaj Stiški samostan? Ker je to eden vendarle od najpomembnejših branikov slovenstva, ki je prispeval k ohranitvi slovenske besede, naroda, jezika. Tudi to, ampak zame je Stiški samostan nekaj čudovitega, ki je vsak dan, vsako uro dneva je drugačen. Ne? Zdaj, recimo, jeseni se bo začela tale meglice, ne? In včasih se gori Divančne gorice pripelje megla, taka čist nizka, veste? In potem skor iz južne strani nekako objame samostan. In okrog megla, samostan na sredini te megle. In takrat greste vi z dronom? Seveda, grem z dronom in potem to stvar ujamem. Potem zjutraj, ko sonce vzide, ko je samostan čisto rdeč, ali pa zdaj, ko bo listje se pobarvalo, so tudi potem tisti gozdovi okrog čisto zlati zjutraj. Tako da enostavno samostan je nekaj čudovitega je, ne? Tudi kot zgradba, ki se vključuje v to okolje, je nekaj lepega. Ne? Včasih doživiš take, samo gledaš, enkrat sem šel z dronom in sem fotografiral, cel krog sem naredil in potem na enem delu tega kroga je bilo megla tako kot roka. Tako kot dve roki, ki bi objemale samostan. Ne? Zanimivo. In take stvari... Moraš znati tudi opazovati, ne? Ja. Imeti oči za naravo. Imeti oči za naravo, ja. Imate več samostojnih razstav za sabo, ne? Za sabo imam 12 samostojnih razstav, potem veliko sem pošiljal na razstave v tujino. Ena od priljubljenih vaših je tudi fotografiranje ptic, ki jih vi imenujete kraljice neba. Kraljice neba, ja. To sem veliko fotografiral. Potem, ko sem nabavil objektiv 600 mm, to je potem res močen teleobjektiv, sem lahko ptice fotografiral. In to sem res veliko. Doma na vrtu sem si postavil tako krmilnico, da so prihajali ptiči in sem jih potem tam slikal. In pa še v sosednji župniji sem imel v sredi gozda na jasi postavljeno še eno krmilnico in tam sem včasih preživljal kar cele popoldneve. Enkrat se spomnim, me je zeblo kot cigana. In sem bil pri -7 stopinjah 4 ure tam noter tisti krmilnici sem čepel in fotografiral ptiče. Na koncu me je pa tako zeblo, da nisem mogel več, sem pa mogel oditi. Na podoben način ste menda čakali nekje na Kočevskem tudi medveda, ne? Tudi, medveda smo tudi čakali. Velikokrat sem ga šel čakati, pa ga nisem dočakal. No, pol na koncu se je pa le zgodilo, da sem dočakal tudi medveda. Sta se srečala od blizu? No, bila smo si kar blizu, samo medved ni tako strašen kot pa danes ena ta fama, ja, lomasti kot medved, divji kot medved. Ampak medved je pravzaprav plaha žival, ne? On se človeku izogne, če te zavoha, če te sliši, se ti izogne. Seveda,
to smo hodili na taka mesta, kjer so pač medvedom malo koruze metali, da so se potem navadili, pa so prihajali skoraj vsak dan. Tako da na ta način, pa seveda mogli smo biti skriti v preži. Drugače, ker takole sredi gozda, vsega sreče, sam takrat medved gre na svojo stran, ti pa na drugo stran ponavadi. In ni časa za fotografiranje. Ste član domačih in tujih številnih fotografskih združenj, celo svetovnega združenja fotografov, ker sem na začetku že omenil, da so vam dali naziv srebrna ekscelenca med svetovnimi fotografi. Ja. No, sem član fotografskega društva Grča Kočevje, to smo s fanti bili vsaj 6-7 let najboljši klub v Sloveniji, pa tudi prvi smo bili, ki smo začeli izredno gojiti naravoslovno fotografijo. Potem sem član Ameriške fotografske zveze, pa seveda slovenske tudi, pa kot tak spadam tudi kot član v Svetovne fotografske zveze, ki pa podeljujete najvišje nazive za fotografe. Ne. Tako da tukaj srebrna ekscelenca je že precej proti vrhu, manjka se še mu potem še zlata, pa platinasta ekscelenca. Lepo, iskrene čestitke. Vem, da tudi portretirate. Enega najpomembnejših portretov, ki ste ga naredili, je bil v vaši Opatovi kapeli, ne? Ko ste fotografirali sedaj že pokojnega dobrodušnega pastirja ljubljanske nadškofije, nadškofa Urana. Ne? Nadškofa Urana, ja. Enkrat je prišel dol, je imel krst 7. otroka v eni družini in sem potem na koncu rekel, gospod nadškof, a vas lahko jaz portretiram? Rekel, ja pa dajma. Prav, če bo tvoja slika tako dobra, bom vzel pa za uradni portret tvojo sliko. Lepo. Tako da potem je šel z mano v Opatovo kapelo, tam je potrpežljivo bil na razpolago in se pravi je poziral in sem naredil nekaj fotografij. So bile dobre, niso bile pa tiste čist najbolj vrhunske. Tako da je potem za svoj uradni portret samo pa pri drugem fotografu naredili. Kam bi vi sedaj sebe uvrstili med fotografi? Krajinarskega fotografa ali kako se bi... Najlažje bi rekel, če se uvrstim med zmešanega fotografa. Vse različne stvari vas zanimajo za fotografiranje. Zdaj zadnje 2 leti veliko z dronom fotografiram, tako da so mi fantje rečejo, ti Branko, ti si pa zdaj samo še leteč, po zemlji ne hodiš več. A sem rekel, no, hodim, pa pošljem jim kakšno sliko za upogled. Sem rekel, no, gledajte, ta je bila pa strdega narejena, strdnih tav. Pater Branko, astronomija, to je nekaj imenitnega, verjetno, ne? Sam si mislim, da biti priča temu, da lahko gledaš na planete in med zvezde bolj od blizu, kot vidimo tukaj Zemlje, ne? Ja. Vsaj s prostim očesom, mora biti nekaj izjemnega. Ja, to je res nekaj. Kaj vas je navdušilo za to? Ja, že kot mali otrok sem zmeraj gledal nebo gor, pa sem potem nekako na Luni, nekako vem, da sem rekel, poglej, Ata, a ni to Jezusov obraz na Luni? Ta morja pa to, ne? Jaz sem zmeraj tam neki Jezusov obraz videl na Luni, ne? In potem, ko sem doraščal, pa začel brati in sem veliko tega tudi bral in potem doživljal, pač se mi je širilo to obzorje tudi v vesolje, ne? In me je vesolje enostavno tako prevzelo, da je nekaj to zame nekaj magičnega, ki mi povzroča tako radovednost, da bi lahko rekel, da sem noro radoveden na vesoljske stvari. Tako da zelo rad bi opazoval po vesolju, samo naš red je tak, da pač ne dopušča. Včasih se pa zgodi kakšna priložnost, da grem kam s kakšnimi fanti. Prvo tako opazovanje je bilo s profesor Borisom Kamom, ki je prišel iz Ljubljane in rekel, da lahko gremo kam skupaj opazovati. Joj, kaj ste mi lepšega ponudili kot to? Ste že imeli svoj teleskop takrat? Ali? Imel sem že svoj teleskop, samo je tak majčken,
pa niti ne znam upravljati z njim, tako da svojega nisem še pravzaprav niti ne uporabil. Je potrebno veliko znanja tukaj, ne? Ja, to je kar precej spretnosti treba pa znanja, da znaš teleskop najprej pripraviti, ne, da vse natančno deluje, prav skolimirati ga. To so sedaj že elektronski teleskopi, verjetno, ne? Ne, niso elektronski. Niso elektronski. Dobro, nekateri so takšni, da so potem ve, da je slika povezana na računalnik in da potem na računalniku sliko vidiš. Drugače, večina so pa to še vse navadne optične cevi, na kateri skozi kukalo gledaš, skozi okular gledaš. Kaj je vam odstrl ta pogled v vesolje, ko ste prvič bližje zagledali vse te planete in zvezde? Vse to je nekaj čudovitega, ker gledaš v strašne globine vesolja, pa tudi v zelo oddaljen čas. Recimo, težko si predstavljamo, kako daleč je vse to, ne? Recimo, če gledamo samo Sonce, našo zvezdo, ne? Najbližja nam je, od Sonca potuje svetloba do Zemlje 8 minut. Ne? Se pravi, to je ogromna razdalja. Svetloba potuje zelo, zelo hitro, najhitrejša. 300.000 km na sekundo. Na sekundo, ne? In potem kljub temu rabi 8 minut. Zdaj, če recimo gledamo kako drugo zvezdo, ne? Ko gledaš ti tam recimo eno galaksijo, ki je do mene, do mojega očesa svetloba potovala 2,5 milijona. Se to gledaš v zgodovino daleč nazaj. In koliko tisoče in milijonov galaksij je v vesolju, ne? To je neverjetno veliko, ne? In potem vidiš, kako strahotno veliko je to vesolje in kako majhni smo mi v tem vesolju. To nas hkrati tudi nagovarja k eni ponižnosti, da nismo mi tisti, ki smo šefi pa gospodari vsega, ampak da smo majhen prahec v tak ogromnem vesolju. Hkrati pa tudi to me nagovarja, vesolje mi pripoveduje o Božji modrosti. Ko je to vse tako lepo urejeno, če prebiraš te podatke, ki so potrebni ali pa potrebni za nastanek življenja na nekem planetu. To so tako majčkene možnosti, majčkena polja, da se mora vsa ta polja, vsa te parametri se morajo poklopiti, da lahko nastane življenje. In tukaj ne moreš reči o slučaju. Tukaj je Božja roka. To je Božja roka, ki je svet ustvarila in še vedno ga drži v rokah in ga lepo ureja. Reven bi bil Bog Oče, če bi ustvaril le to zemljo, na kateri mi živimo? Ali verjamete, da na drugih planetih je tudi življenje? Jaz sem prepričan, da v vesolju nismo sami. Ampak veste, do tistih prebivalcev, ki še nekje drugje živijo, je pa tako težko priti, ker so to ogromne razdalje. Glejte, do naše najbližje zvezde, se pravi ne Sonca, sosedne zvezde, ne, to je Alfa Centaura, Proxima Centaura, potuje svetloba malo več kot 4 leta. Zdaj, če bi hoteli mi tja priditi, bi potovali ne vem koliko tisočletij ali pa tja, ne, s temi, ki jih danes poznamo, ne. Zdaj, radijski valovi grejo malo hitrejš. Recimo, najbolj možen bi bil kontakt preko svetlobe, ne. Svetlobna sporočila, samo tudi na te treba 4 leta čakati. Recimo, ti bi poslal en svetlobni signal, pa bi 4 leta potoval, da bi oni, če so tam, ga zaznali, ampak mislim, da okrog te zvezde ni potencialno naseljeni planetov, ki bi bili potencialni za življenje, ampak so jih odkrili v drugih ozvezdjih, ne. Drugače, gledajte, do konca prejšnjega tisočletja je bilo nekako mnenja, da pač je naš planetni sistem nekako bolj unikaten. Zdaj, ko so se te naprave za opazovanje vesolja izboljšale, ko je možnost, ko naš pogled seže veliko dlje, so ugotovili, da je planetov ogromno. So jih začeli iskati te tako imenovane zunaj zemeljske
zunaj sončne planete, tako so to imenovani eksoplaneti. In teh imajo zdaj že potrjenih, mislim, da čez 4000. In od teh potem iščejo takšne, ki bi bili podobni Zemlji, ampak to še ni vse, da je Zemlji podoben. Mora živeti v pravem oddaljenosti od svoje matične zvezde, da je na njem lahko tekoča voda. Pa tekoča voda. Tekoča voda. Ker danes si pač življenje znamo predstavljati samo na tem področju tekoče vode. Ne? Ali se vam ne zdi, da je vendarle to neka človekova domišljavost in napuh, da bi morda ob uničenju te Zemlje odpotoval nekam v vesolje, živeti na drugi planet in si tam ustvaril življenje na novo? Vendarle nas je Bog postavil na to Zemljo, ne? Kjer imamo možnost samo opazovati to prekrasno prostrano vesolje. Ja, to je gotovo, je to neke vrste napuh, ne? Ampak to je pravzaprav nemogoče. Ker tudi, če bi do najbližje zvezde hoteli se izseliti, pa tam naseliti, nismo sposobni tega. Saj s to tehniko, ki je mogoča danes. Zato je potem naš edini dom je Zemlja in ta naš čudoviti modri planet moramo pač znati varovati. Ker Bog nam ni tega planeta dal zato, da bi ga divje in pa nebrzdano izkoriščali, ampak zato, da bi bil to naš dom. Dom je pa nekaj prijetnega. In zato je pač potrebno, da pač se trudimo, da bi ta lepota tega našega planeta ostala tudi lepota. Da ne bi vso lepoto recimo mi užili, zanamcem pa pustili pusto pokrajino, ampak da tudi zanamcem puščamo to lepoto. Ali se vam zdi, da bi morda bil izziv za tiste ljudi, ki dvomijo v obstoj Boga, živega Boga, stvarnika, ki nas je ustvaril in poslal na ta svet in ki vzdržuje vso to ogromno mašinerijo, da tako rečem, to vesolje, vsemirje. Če bi pokukali skozi okular in videli te prostranosti v vesolju, da to ne more biti naključje, kot pravite. Ja, gotovo, ne, lahko je to, ampak od človeka je to odvisno, kako si naravnan. Ne. Če si naravnan, recimo, v smeri občudovanja, čudenja, takrat ti lahko vesolje spregovori o Bogu. Če si pa en hladen racionalist, pa enostavno v tem vidiš samo te formule, ja, tako je, tu ni nič posebnega. Ne. Tako da potrebna je ena ponižnost. Eno ponižnost, da znaš to vse skupaj občudovati, hkrati se zavedati, kako majhen si ti in kako velik je tisti, ki vse to naredil. Ne. In danes se veliko govori, kako sta vera in znanost vsak svoje področje. Ampak jaz mislim, da to nista vsak svoje področje. Vera in znanost vedno gresta naprej z roko v roki. Ker znanost odkriva tisto, kar je Bog v naravo položil. Ne bomo nič novega odkrili, pa nič novega ustvarili. Ampak samo odkrivamo tisto, kar je Bog že ustvaril. Hkrati ti pa vera daje eno zaupanje in pa širiti pogled, da enostavno tudi v moči vere, moči delovanja Svetega Duha lahko še globlje gledaš v stvarstvo. Zapravo, da vera bi pravzaprav po moje znanstveniku pomagala še globlje doživljati naravo in še čudovitejše stvari odkrivati, ker v veri je delo Svetega Duha. Se pravzaprav tudi ti znanstveniki, ki niso verni, pa odkrivajo čudovite stvari, tudi to je delo Svetega Duha. Obžalujem, pater Branko Petauer, da smo toliko narazen. Vi v Stični na Dolenjskem, mi tukaj v Mariboru. Sicer bi bilo zelo zanimivo in poučno, da bi morda vi vodili na programu naše slovenske katoliške televizije Exodus oddajo o astronomiji. To bi bilo nekaj imenitnega. Najbrž nisem dozorel za tako... Gotovo ste pridobili v teh letih že veliko znanja. Nekaj znanja sem dobil, nekaj se mi odpira, ampak še večje pa tistega, kar ne vem. Tako da na Radiu Ognjišče ima profesor Kam,
Boris, kam te oddaje Pogled v nebo? Mogoče se pa njega povabi. On je tudi matematik, fizik, strokovnjak na tem področju, ki te stvari pa malo drugače razume. Recimo, če si kot tak entuzijast, nimaš tega matematičnega, fizičnega ozadja, fizikalnega ozadja. Ki je tudi potrebno. Ki je tudi potrebno, ker tukaj v vesolju, v proučevanju vesolja je ogromno matematike, ogromno računanja in pa tudi teh izračunov, ki so potem, seveda, jaz pač kot navaden ljubitelj astronomije pač gledam v nebo in se čudim vsemu temu in se zvečer, ko se tema naredi, pa vidim zvezde, si rečem, ko bi se vsi mi zavedali, kako čudoviti svetovi so nad našo glavo. Kakšno bogatstvo se skriva nad nami. Ja, pa ga ne moremo ali ne znamo videti. Ja, zdaj zadnja leta se gre, mislim, tudi astronomska zveza, pa vse to, pa tudi razna društva poskušajo čim bolj astronomijo popularizirati, pa tudi poskušajo v šolske programe spraviti vsaj nekaj astronomije. Ne? Mi smo imeli recimo kot gimnazijci napisano v spričevalu fizika z astronomijo. In potem smo enkrat profesorci rekli, kako to, da to piše, pa nimamo nobene astronomije. Yeah. Je rekla, pa dajmo nekaj, ne? In so potem dobili literaturo in potem smo sami študirali in naredili take seminarje. Potem je vsako uro bil eden na vrsti in je potem tisto, kar je prebral, poskušal v taki razumljivi obliki podati svojim sošolcem. Tako da so to bile pravzaprav neke vaše osnove, ne? Za to, da ste se toliko potem začeli zanimati za astronomijo. Najin čas se je iztekel, pater Branko, najlepša hvala, iskrene čestitke najprej za vse te vaše uspehe. Hvala vam tudi v imenu Slovenk, Slovencev, naših vernikov, cerkve, za to duhovno bogatstvo, ki ste ga zajeli v vaše knjige in jih izdali. Čestitamo vam za vse uspehe. Okoli 250 nagrad ste dobili na različnih mednarodnih fotografskih razstavah. To je res nekaj izjemnega. Ja, predvsej, ja. Veliko sem pošiljal na te razstave. Ja, teh nagrad je kar, ne, 250. Do 250 imam napisane, potem naprej pa nimam napisane, tako da jih je še več. In to od Kitajske do Amerike, Avstralije, Južne Afrike, vseh. Danes je to vse mogoče, kajti vse gre preko interneta, ne? Danes je pošiljati na razstave zelo preprosto. Ne? Ti naložiš slike na njihov server, slike so tam trenutku na drugem koncu sveta, poravnaš pa preko PayPala. Ja. In so stvari že na razstavi, ne? So že tam lahko na razstavi. Želimo vam še veliko uspehov naprej, dovolj zdravja, da bi vam zdravje služilo, da boste lahko še napisali veliko koristnih, bogatih stvari za naš narod, za našo cerkev in seveda vse dobro tudi predvsem na vaši osnovni duhovniški poti, meniški poti, ne? Cistercijana in župnika v župniji Stična na Dolenjskem. Hvala, ker ste bili naš gost. Prosim. Hvala pa tudi vam, spoštovani gledalci, za poslušanje.